Rudarska panoga, ki je Zasavje odločilno zaznamovala pol-tretje stoletje dolgo, v pravem pomenu besede postaja preteklost, regija pa se ozira v druge, tudi takšne, ki s premogovništvom niso povezane na klasičen način ali pa gre za druga področja. Na fundaciji Mesto akrobatov so začeli posebni projekt. Zgodbe akrobatov so mesečni dogodki, na katerih TV voditelj Uroš Slak gosti uspešne slovenske podjetnike, ki so na svojem področju dosegli rezultate tudi zunaj slovenskih meja. Akrobati so inovatorji, ki spreminjajo svet na bolje. To so tisti, ki tiste klasično ustaljene poti jim niso čisto najbolj ljube, pa vedno morajo nekaj inovirati, preizkušati, nekaj novega ustvariti. In to so za nas akrobati. Predstavitve potekajo v živo v prostorih Katapulta, spremljati pa jih je mogoče tudi na popolnem kanalu na YouTubu, spletni strani 24ur.com ter na pretočnih platformah Spotify in Apple Podcast. Prvi gost je bil Igor Akrapovič. Kot mlad start-up pa se je predstavil Marko Ukota iz Flux Performance. Za izbor gostujočih akrobatov je, ne glede na generacijo gostov, panogo in iz katerega dela Slovenije prihajajo, preprost ključ. Goste izbiramo skupaj z Urošem Slakom. Kriterije imamo pa naslednje. Na vsakem dogodku imamo enega res svetovno uspešnega slovenskega podjetnika. Ključno je, da razvija neko slovensko inovacijo in da še vedno ustvarja v Sloveniji, čeprav ga cel svet pozna. Potem zraven pa pridružimo še enega mladega akrobata, ki pa rečemo v redu, on ima pa največji potencial ali pa izjemen potencial narediti naslednje slovenske svetovno poznane zgodbe, s tem, da en in drugi pa seveda gledamo, da imajo tiste prave vrednote, da je to tako, da rečemo, to je vzor podjetništva in to želimo širiti. In take goste zbiramo. Zanimivo bo izvedeti, kako so uspešni podjetniki naredili prvi preboj, kam in kako so prodali prve primerke svojih inovacij, s kakšnim rizikom so se srečevali, kako težka sta bila njihova pot in preboj in podobno. Da se tak projekt odvija prav v Zasavju, je ključen dr. Jure Knez, ki s fundacijo spodbuja razvoj Zasavja in podjetništvo Slovenije na splošno. Mislim, da ko smo pred leti začeli Devesoft in potem Katapult, ko so te naše doline res trpele, podjetja so propadala, se je nekako zdaj ta trend zelo očitno obrnil v drugo smer. Zdaj to nekako se rojeva Mesto akrobatov, ki bo pa naslednji nivo razvoja gospodarstva v regiji, tako da so ti dogodki zgodb akrobatov. Jaz sem zelo vesel, da se dogajajo tukaj pri nas, da lahko privabljamo take eminentne podjetnike, zaradi tega, ker se samo od najboljših lahko naučimo, kako naprej. Celotna zasnova dogodkov je v slogu akrobatov. Rex stoli so simbol slovenskega inovatorstva. Na sceni je luksuzna miza iz karbona, ki jo je naredil Nino Razpotnik. Akrobatsko letalo, na katero se bodo podpisali vsi gosti zgodb akrobatov, je ustvaril Jani Cestnik. V premog ovita steklenica je delo oblikovalke Marjete Hribar. Za sladice je poskrbel Sandi Planinšek, za pijačo pa Gregor Strniša z miksi špricer aparatom, za hrano lokalni bistro Bombina. V prostorih Katapulta si je mogoče ogledati tudi zanimive razstavljene predmete in izdelke več akrobatov, med njimi tudi zasavskih. Vsak izmed razstavljenih izdelkov je poseben in izstopajoč na svoj način. Mogoče najbolj neverjetna je zaradi resničnostnega videza podoba Gorana Dragiča, delo Eve Klinc. Doprsni kip košarkarja je v resnici torta, ki je tudi užitna, čeprav večina obiskovalcev zaradi videza misli, da je iz gume ali katerega drugega materiala. Naslednji dogodek akrobatov v Katapultu bo ta četrtek ob 18. uri. Tokratni gost bo Ivo Boskarol. Kot mladi akrobat se bo predstavil Domen Trontelj, ki je v dijaških letih razvil spektrometer Paxia.